Vsak človek ima popek. Pa vas vprašam, ali ima po vašem mnenju popek tudi mati Zemlja, planet, na katerem živimo? Dajmo o tem povprašati Marijo Ano Kolman. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Ali ima popek tudi naš planet? Po starodavnem izročilu je popkovnica matere Zemlje na področju Južne Sibirije, točneje Altaja pod Beluho, odkoder teče popkovnica, ki mati Zemljo povezuje z univerzumom. In tja tudi sama zelo pogosto zahajaš. Danes bova odkrili nekaj, kar se bo mnogih od vas zasejalo, potem pa kako bo vzklilo in kako bo zraslo, bomo pa samo opazovali, kajti danes je prav posebna priložnost. Marija Ana Kolman vas bo namreč povabila na nepozabno doživetje, ne samo za telo, predvsem za dušo, za duha, in sicer na 17-dnevno raziskovanje Sibirije. Wow. Koliko let že takole vodiš ljudi in jim kažeš, jim ponujaš to doživetje in jo živiš z njimi? 15 let že hodim v Sibirijo. S tem, da prva leta sem hodila deloma službeno, deloma na šolanje, potem so me pa prijatelji, znanci vedno znova nagovorili, da jih vzamem s sabo. In sem nekaj poletij potem zaporedoma peljala skupine v osrednji del Sibirije, to področje osrednjega porečja Oba. Pred 6 leti pa na sam izvir Oba pod Sveto goro Beluho. Namreč ta 3864 kilometrov dolg Ob, ki izvira pod Beluho in teče v Severno morje, me je fasciniral že dolga leta nazaj in moja življenjska želja je bila priti na izvir in priti na izliv. Na izvir sem prišla pred 6 leti, to je ledenik pod Beluho, odkoder izvira Aken, ki teče potem v Katun. Ko se Katun in Bija zlijeta, nastane pa Ob. Danes imaš tako lepo pokrivalo, predvidevam, da je Sibirije. Prišlo je z mano z Altaja, imenuje se Tuvejka, podaril mi jo je pa gospod, ki sem ga srečala na Altaju, ki sicer porodil iz Uzbekistana. To je tipična Tuvejka. Krasno. No, po Altaju, kako se bomo premikali, kajti tudi naša ekipa gre, ne? Kako se bomo premikali pravzaprav z avtomobili, ali kako zdaj tja moramo iti z letalom, to je jasno. Ja, zdaj glede na to, da je za prihodnje leto načrtovano potovanje, tvoje potovanje in seveda potovanje tvojih gledalcev, na Altaj sem jaz ta program nekoliko priredila. Priredila iz 2 razlogov. Želela sem, da mogoče vzporedno s tvojim obiskom Altaja doživimo še nekaj posebnega. To ti pravzaprav sploh še nisem povedala. Zdaj ti moram izdati to skrivnost. Namreč, v času, ko greš ti in tvoja skupina na Altaj, se bosta zgodili 2 stvari. Ena je prvi vsealtajski festival grlenega petja, na katerem boš seveda častna gostja in na katerem boš lahko posnela te čudovito glasbo, ki je glasba za posebna stanja zavesti in tudi posebno močna, energijska glasba. Druga stvar, ki se pa dogaja v ozadju, je sicer vezana tudi na tvoj termin, razen če bo Altaj Kudaj, to je vrhovni duh Altaja,
odločil, da vreme ne bo primerno, ampak načrtovano je vzporedno za tvojim obiskom, je pa prvi podvig Slovencev na najvišjo goro Beluho, 4506 metrov visoko goro. Naši alpinisti pod vodstvom lastnika agencije Lifetrek, znanega alpinista Sreča Rekbergerja, načrtuje ta podvig in naj bi se zgodil v času tvojega bivanja na Altaju. Wow. Tako da boš lahko tudi to dokumentirala, ker to bo le dogodek, ki se bo zagotovo zapisal v zgodovino slovenskega alpinizma in konec koncev tudi zgodovino slovenskega naroda, Slovenci prvič na Beluhi. Wow. Ne bom šla sicer z njimi, ampak jih bom pa z veseljem pričakala, ko bodo dol prišli. Ja, tvoje prvo potovanje na Altaj mislim, da bo predvsem na področju pod Beluho, ker je tam toliko lepot, ki jih moraš videti in doživeti, pa mogoče kakšno leto kasneje tudi na Beluho. Se prepuščam in dovoljujem, blagoslavljam vse to. Bojda se veliko uporablja tudi konje, ti imaš že skoraj svojega konja tam, ne, ki te zmeraj vodi. Ja. To potovanje je potovanje s konji, ker iz Kučerle, to je tista zadnja vas v dolini, greš lahko naprej proti Beluhi ali pa proti Kazahstanu, Mongoliji, Kitajski, Tibetu, samo peš ali na konju. Konji, ki nosijo našo opremo, hrano in seveda, ki jih jahamo, so konji posebne vrste. Brez zamere, da rečem tako, ampak ti konji se zdijo pametnejši od ljudi, ker točno ve, kam stopi, kako stopi, zazna tudi človeka, ki sedi na njegovem hrbtu, ali ga je strah, ali pač pride do ene simbioze med konjem in človekom. Res je tudi to, da Arkadij, naš vodnik, ki je sicer veterinar, ampak avtohton Altajec z paranormalnimi sposobnostmi, točno dodeli določenega konja določeni osebi. In ti konji pravzaprav ne zahtevajo nobenega znanja jahanja. Važno je, da zlezeš na konja in s konja praktično že prvi dan osvojiš tiste osnovne stvari, ki jih potrebuješ, ko potuješ na konju. Kar jaz sem zdaj razmišljala, se pravi, da povem, kdaj gremo. Gremo zadnjega junija, dan pred načrtovanim odhodom, tako, da boste prisotni na tem festivalu grlenega petja. Torej, zadnjega junija in pa 17 dni bo to vse skupaj potekalo, ampak jaz sem pomislila, ok, no zdaj nekaj časa še imam, da grem hitro na en tečaj ježe. Ni potrebno. Ne. Ta tečaj boš osvojila prvi dan našega potovanja, ki je pravzaprav eno tako uvajanje. Gremo iz doline Kučerle, se vzpnemo na Kuzjek po altajsko, en preval visok 900 metrov, spustimo na drugi strani dol v dolino reke Akem, to je že sveta reka, ki izvira pod Beluho, in v teh 4 urah ježe boš osvojila vso tehniko, ki jo potrebuješ. To pomeni zlez na konja, zlez s konja, potegniti vajeti levo, ko želiš, da gre konj levo, desno, da gre desno, ga spodbost, da gre malo hitreje, če je bolj lene sorte. Skratka, tečaja ne potrebuješ. Gremo poleti. Nekaj fotografij, ki smo jih pa videli, pa kažejo, da je malo zima. To so zdaj iz tvojega zadnjega. Ja, to so bile pa predvsem tisto kopanje. Novembrsko. Kopanje je bilo 1. novembra letos v ledenem Katunu. Sicer to je zimska fotografija, ja. Sicer pa poleti so temperature. Ja, poleti. To je področje, ki je podnebje celinsko, to pomeni vroča poletja, mrzle zime, s tem, da je pač treba upoštevati, da se večinoma gibamo na področju 2000 metrov, to je tako kot pri nas pod Triglavom, oprema, garderoba mora biti temu primerna. To pomeni za vroče čez dan, poletna,
za noči, ki so pa lahko tudi 0, pa nekaj toplega. Tople spalne vreče, topla, nepremočljiva vrhna oblačila v primeru, če je dež ali veter. Sicer je to poletni čas, ko je vegetacija je v bujnem razcvetu, toliko rož, kolikor vidiš na Altaju, pravijo strokovnjaki, tudi botaniki, ne vidiš nikjer na svetu. Razlog je menda pa v tem, ne samo v tem, da je tukaj močna energijska podpora tega področja, ampak v kamninah, v sami zemlji Altaja je menda kompletno vsa Mendelejeva tablica, rečejo Rusi, to pomeni vsi elementi periodnega sistema. Vse. Tudi, če boš našla v kakšnem gorskem potočku ali rečici kakšen košček zlata, naj te to ne preseneča. A res? Ja, to izvorno zlato je možno tudi najti. Včasih so na Altaju iskali zlato, dokler ni država tega zakonom prepovedala. Kaj pa hrana? Kako se bomo prehranjevali oziroma kako bo to izgledalo? Hrana je, kuhamo si sami. Vse, kar potrebujemo v tistih 14 dneh, ko smo na konju, je hrana, ki jo nesemo s seboj, ker tam ni nič koč, nobene civilizacije, ni avionov, ni cerkva, ni mobitelov. Tam je človek odvisen izključno od sebe, svojega konja in blagodarnosti Altaj Kudaja. Hrano nesemo s seboj in vsak dan 2 kuhata. Kuhamo vedno, je topel obrok, jemo zjutraj čez dan, ko imamo premor med jahanjem in vedno zvečer, ko postavimo tabor. Seveda kuha se posebej za vegetarijance in posebej za mesojedce. Altajcem je čisto nerazumljivo, kako je lahko človek vegetarijanec. Ok, pa bom jaz fajn čudak, ko sem vegan. So že navajeni in temu primerna je tudi hrana. Hrana je vsa iz vasi. Torej, za vegetarijance so pač to stvari, ki so tako zelo okusne, da marsikdo, ki je mesojedec, bi kar tam prestopil med vegetarijance, ker okus te hrane je izjemno bogat. Se pravi, lačni ne bo. Ne. 14 dni, torej s konji, se pravi, gremo čez hribe in doline. Kaj pa je tista zadnja, finalna destinacija, kamor pridemo? Finalna destinacija so Vrata bogov, to je dolina Jarlu, imenovana v prevodu iz altajščine Vrata bogov. V tej dolini je tudi tako imenovani šamanski kamen, na katerem je ta znani znak Pakt miru, slikarja Reriha. In čisto končna destinacija je seveda podnožje Beluhe. V Akemski dolini, to so naši cilji, s tem, da pot do cilja je tako čudovita, da konec koncev, na koncu, ko človek vrti film svojih dni pod Beluho, ni rečeno, da je ravno dolina Vrata bogov ali Beluha tisto, kar je najlepše, čeprav je res to posebno doživetje tudi zaradi močnih energij, ampak tudi ostale doline, Tekelju, Prevali, pač pokrajine, tam je edinstvena in vsakem človeku pusti nezabrisen pečat. No, če bi se kdo rad pridružil temu potovanju, torej zadnjega junija, pa potem imam zapisano, do 16. julija, torej 17 dni, poseben program, torej prirejen za naše gledalce, Klepet ob kavi. Če vas zanima, če bi imeli več informacij, lahko najdete na www.klepetobkavi.si. Tam lahko najdete tudi celoten program. Sicer pa enostavno pokličete naše svetovalke na 02 6200 230. Tudi one bodo tam imele program, lahko vam ga pošljajo po pošti. Je pa število oseb omejeno na koliko? Koliko jih lahko vzamemo zraven? Samo 12. Omejeno iz enega samega razloga.
število konj, ki jih ima Arkadij, je omejeno, je 15, 12 konj je za nas, 3 so za vodnike in zdaj sva se dogovorila tudi to, da bo z temi amuleti zasluženi denar namenil v nakup 2 konjev, ki bosta dodatno nosila vašo snemalno opremo in hrano za vegetarijance. Krasno. Tudi zanimivo število 12, ne? Ja. Tako da 12 jih vzamemo s sabo, pomislite, razmislite, če je to. Torej, lahko dobite več informacij, kot smo rekli, na spletni strani, oziroma če pokličete, pa vam bomo poslali potem takem tudi program. Če te pokliče, ne? Kaj moraš tukaj upoštevati? Pravzaprav je tako, ko je Altaj je potovanje k samemu sebi, je potovanje v Šambalo, kakorkoli Šambalo razumemo. V zgodovini je mnogo zapisov in pričevanj o tem, kako so veliki umetniki, filozofi, misleci, ne nazadnje. Tudi Hitler na tem področju iskali Šambalo. Ravno zato sem jaz temu potovanju dodala tudi obisk muzeja Nikolaja Reriha v Vrhnjem Ujmonu, ker želim, da ljudje dobijo to informacijo o tem velikem človeku, slikarju in seveda njegovi ženi Eleni Petrovni Rerih, teozofinji, filozofinji. Informacije o tem so pravzaprav kar zginile, čeprav sta bila zakonca Rerih, ustanovitelja tako imenovanega Pakta miru, Pakt Reriha. Na tisti fotografiji, ki sem jo posnela v muzeju, je nad portretom zakoncev Rerih zastava Pakt miru. To je bil projekt, ki so ga podpisali predsedniki 35 držav na svetu, tudi ameriški predsednik Roosevelt, in je bil vzporeden s programom Rdečega križa. Medtem ko je Rdeči križ deloval na področju zaščite bolnic in tako naprej, je Pakt Reriha imel enako filozofijo, ampak za kulturno-zgodovinske arheološke spomenike po vsem svetu, ki naj bi bili označeni s temi 3 krogi in nedotakljivi v miru in v vojni. Tako da v okviru tega potovanja si bomo ogledali tudi ta muzej. Jaz bom razložila tudi malo delovanje teh velikih ljudi. Ampak kar je pomembno na potovanju ali pa pri potovanju na Altaj, je predvsem klic Altaja. Ljudje, ki se odločajo z nekimi svojimi zemeljskimi merili, ali je to potovanje primerno za njih ali ne, naj se enostavno odprejo klicu in naj mu sledijo. Tisti, ki je poklican in pripravljen za to, da naredi to pot k samemu sebi in seveda ta velik preskok v svojem življenju, tisti ljudje bodo šli, ne glede na to, a se oni odločijo ali ne. Odločajo se energije, ki so nad tem. Ker Altaj, področje, kamor gremo, deluje kot princip, jaz imenujem to skrajšano povedano, princip kvantne redirke. Vzpostavi se neko podobno polje kot pri Teslovem filadelfijskem poskusu, zabriše se čas in prostor in človek z prestopom na to področje enostavno stopi v čisto energijsko polje, ki ne dopušča nobenih negativnih frekvenc, nobenih vplivov, energij, ki niso v skladu z absolutno pravilnimi energijami. Zato je pogoj, ki ga postavljam za ljudi, ki se odločajo za to pot, dobra psihofizična kondicija, pa mogoče bolj poudarek na psihično. Človek mora biti pripravljen
na tisto, kar veliko darilo in tudi obveznost, ki jo bo tam dobil, da bo po vrnitvi z Altaja vršil v svojem življenju, ne glede na to, na kakšnem področju deluje, vršil poslanstvo v skupno dobro. Mogoče tudi ni naključje, da je pravočasno pred tem prišla živa knjiga, ki ljudi na to pripravlja in seveda tudi glavniki in amuleti, ki človeka energijsko pripravljajo, uravnovešajo, da gre lahko potem skozi vrata bogov. Se veselim in že pakiram. Torej, na www.klepetofkavi.si najdete ta dogodek, najdete ta program. Če nimate dostopa do interneta, nobenega problema, pošljamo vam ga po pošti, pokličete 026 200 230. Hvala lepa, res se veselim. In se prepuščam. Tako. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.